Stranki Mladih Slovenije smo danes začeli z akcijo za prepoved uporabe, proizvodnje in posedovanja naprave Komar, bolj znane pod imenom Moskito, ki gre za odganjanje mladih z določenih prizorišč, kjer se mladi družijo, ker morebiti motijo določeno trgovino, določeno spalno naselje ali koga, in takšni ljudje, posamezniki, družbe, tudi organi pregona in podobni lahko to uporabljajo, to napravo za pregon mladih. Gre za čudne argumente, da se preganja nesocialno, antisocialno mladino, vedensko moteno. Mi pa trdimo, da prav ta naprava lahko povzroča vedenske motnje in da se z takimi, če so to problemi v družbi, in to niso problemi samo mlade generacije do 25 let, na katere ta naprava vpliva, če se te stvari dogajajo, treba to reševati drugače. Mladim je treba ponuditi prostor za druženje, igrišča, otroška igrišča, tega je premalo, tiste, ki so zelo zasedena, poleg tega niso dovolj obnovljena, vzdrževana. Na tem področju smo že nekaj delali, tudi veliko športnikov dela na tem področju, še posebej pa po zimi. Mladi nimajo prostorov, kam iti, nimajo možnosti brezplačne rekreacije ali športa, vse skupaj se vedno bolj v plačno sfero pomika in mladi enostavno so izrinjeni že iz družbe in še s tako napravo jih dodatno izrinjati, getoizirati je nesmiselno. Ta naprava je v bistvu visokofrekvenčna naprava, ki deluje na mlade do 25 let. Starejši tega naj ne bi slišali. O vzrokih, vplivih na ljudi, na okolje je bolj malo znanega, čeprav te firme, ki to proizvajajo, zagovarjajo, da ne gre za nobene probleme, nobene okvare sluha in podobno, vendar že s tem, da to nervira mlade, gre sigurno za motnjo nerviranje, motno vedenja. Poleg tega mlade spet nekam odganja, ne vemo kam, verjetno z enega konca na drugega, vse posod se lahko to uporabi. V Stranki Mladih Slovenije bomo začeli jutri s peticijo na naši spletni strani, poleg tega pa bomo uredbo, ki smo jo sestavili, poslali na Komisijo Evropskih skupnosti, gospodu Barrosu. Gre za uredbo, ki bi tudi na ravni Evropske unije prepovedala uporabo, proizvodnjo in prodajo tega komarja. Poleg tega pa seveda na pristojne slovenske institucije, Vlado Republike Slovenije, Urad za mladino, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za delo, tudi gospe Čebanškovi, varuhinji bomo poslali in seveda našemu komisarju v Evropski uniji, gospodu Potočniku. Verjamemo, da bo ta apel doživel nek premik v prepovedi legislativni, če pa to ne bo dovolj, pa bo seveda potrebno kako večjo evropsko kampanjo, kjer tudi računamo na pomoč Evropskih zelenih, pa podmladka Evropskih zelenih, ker mislimo, da taka stvar za urejanje zadev mladine, življenja družbenega sigurno ne prije v poštev.